Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico s prav posebnim veseljem poklanjam vsem vam, dragi poslušalci, ki tako radi potujete z mano v čarobni svet knjig. Ste si kdaj predstavljali, kaj bi se zgodilo, če bi v knjižnico kar naenkrat prikorakal lev? Ja, lev. Namreč ravno to se je pripetilo nekega dne, ko je med knjižne police stopil kosmati obiskovalec ter povsem premešal stroga pravila o tišini in rjovenju v knjižnici. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti zgodbi z naslovom Lev v knjižnici. Nekega dne je v knjižnico prikorakal lev. Ni se ustavil pri informacijah, kar med policajo je mahnil. Knjižničar, gospod Osir, je v grozi stekel v pisarno glavne knjižničarke. "Gospa Viharnik!" je kričal ves iz sebe. "Kar počasi," je rekla gospa Viharnik, ne da bi dvignila glavo. "Ampak v knjižnici je lev," je bil gospod Osir še vedno ves iz sebe. "Res? A krši pravila?" je zanimalo glavno knjižničarko. "Tega namreč nikakor ne bi dovolila." "No ja, pravzaprav ne," je odvrnil gospod Osir. "Torej lahko ostane." Lev se je sprehodil po knjižnici. Ovohal je kataložne predale in se počohal ob polico z novitetami. Utrujen je v bralnem kotičku omahnil na blazino in zaspal. Nihče ni vedel, kaj bi z njim. Pravil, kaj storiti z levom v knjižnici, pač ni. Napočil je čas za uro pravljic. Vendar pravil za leve pri uri pravljic tudi ni. Pravljičarka je rahlo nervozno, a jasno in glasno prebrala naslov prve pravljice. Lev je dvignil glavo in jo pogledal. Pravljičarka je pogumno brala pravljico do konca. Lev je prisluhnil tudi naslednji pravljici in pravljici za njo. Še in še bi poslušal, toda otroci so začeli odhajati. "Pravljične ure je konec," mu je razložila majhna punčka. "Domov moramo." Lev je pogledal otroke, pa pravljičarko, ki je zaprla knjigo. Potem je zarjovel. "Rar!" Glavna knjižničarka, gospa Viharnik, je privršala iz svoje pisarne. "Kdo si dovoli tako rjoveti?" je bila huda. "Lev," je zajecljal knjižničar Osir. Gospa Viharnik je zakoračila k levu. "Če ne boš tiho, boš moral iz knjižnice," mu je rekla strogo. "Takšna so pravila." Lev je rahlo zarenčal. Žalosten je bil slišati. Mala punčka je pocukala gospo Viharnik za obleko. "Če obljubi, da bo tiho, lahko jutri spet pride na uro pravljic." Lev je utihnil in pogledal knjižničarko, ki je pokimala. "Seveda lahko. Tihemu in prijaznemu levu z veseljem dovolim poslušati pravljice v naši knjižnici." "Hura!" so se razveselili otroci.
Naslednji dan je lev spet prišel. O, danes si pa zgoden, ga je pozdravila gospa Viharnik. Ura pravljice začne šele ob 3. Leva to ni niti najmanj motilo. Tudi prav, je rekla gospa Viharnik. Potem pa počni vsaj kaj koristnega. Obriši prosim prah z enciklopedij. Prihodnje jutro je bil lev spet tam. Glavni knjižničarki je navdušeno molil jezik, da je lahko zalepila kuverte. Lev se je v knjižnici hitro udomačil. Brisal je prah, z jezikom močil lepilo na kuvertah, majhnim otrokom se je ponudil za lestev, da so lahko dosegli knjige na vrhnjih policah. Na koncu se je zleknil v bralnem kotičku in čakal na uro pravljic. Ljudje, ki so na začetku nejeverno odkimavali, so se leva navadili. Celo veseli so bili, ko jih je pričakal med knjižnimi policami. Z mehkimi šapami je neslišno stopal po knjižnici, mahal z repom in ometal prah s knjig. Med uro pravljic je otrokom služil kot udobno naslonjalo in nikoli več ni zarjovel. Obiskovalci so ga prijazno trepljali po košati grivi in prikimavali. Le kaj bi brez tebe? Gospod Osir pa sploh ni bil zadovoljen. Prav dobro nam je šlo brez leva. Levi ne upoštevajo pravil in tu imamo pravila. In v knjižnico levi sploh ne sodijo, je godrnjal pod nos. Nekega dne, ko je lev že obrisal prah z enciklopedij, polizal kuverte in pomagal vsem otrokom, jo je ubral v pisarno glavne knjižničarke povprašati, kaj še lahko stori pred uro pravljic. Pozdravljen, lev, ga je nagovorila gospa Viharnik. Pravkar sem se spomnila, kje bi mi tvoja pomoč prišla prav. Knjigo lahko odneseš nazaj na polico. Takoj ti jo bom dala. Gospa Viharnik je stopila na stolček, a zgornje police ni dosegla. Čisto na konicah čevljev je že stala, še malo, le še malo. Drobcena gospa Viharnik se je malce preveč stegnila in zgrmela je s stolčka, kakor je bila dolga in široka. Avč, moja roka, je zastokala in ni več vstala. Gospod Osir, je rahlo obupana poklicala po kakšni minuti. Gospod Osir! Ampak knjižničar Osir je sedel za informacijskim pultom in je ni slišal. Lev, pojdi pon, prosim, je zastokala obnemoglo. In lev je, kar so ga nesle močne tace, stekel po pomoč. Počasi, dirjenje po knjižnici ni dovoljeno, je še zaklicala gospa Viharnik. Ob informacijskem pultu se je lev ustavil, položil svoje mogočne prednje tace na pult in se zazrl gospoda Osirja. Izgini, zverina, mu je zabrusil knjižničar. Delam! A lev ni odnehal. S košato glavo je pomignil proti pisarni gospe Viharnik in skušal dopovedati knjižničarju, da mora na pomoč. Trmast je Osir pa nič. Na koncu je bilo tudi levu dovolj. Jezno je zapičil pogled naravnost v knjižničarjeve oči, na široko odprl gobec in zarjovel, kot še nikoli v svojem levjem življenju. Zarjovel je tudi knjižničar. Kar je preveč, je pa preveč. V knjižnici si dokončno opravil. In odneslo ga je po hodniku proti pisarni gospe Viharnik. Lev mu ni sledil. Prekršil je hišna pravila in vedel je, kaj to pomeni. S povešeno glavo se je napotil proti izhodu. Besni knjižničar ga ni opazil.
Gospa Viharnik, je klical med hojo. Gospa Viharnik, lev je prekršil naša pravila. Ven mora, tokrat dokončno. Kot vihra je treščil njeno sobo. Gospa Viharnik, je zajcljal. Ja, kje pa ste? Včasih se je zaslišal glas glavne knjižničarke izpod pisalne mize. Včasih obstaja tehten razlog, da se prekršijo pravila. Celo v knjižnici. Prosim, pojdite poklicati zdravnika. Mislim, da sem si zlomila roko. Gospod Osir je oddirjal k telefonu. Ne dirjajte, se je zaslišalo za njim izpod mize. Naslednjega dne je bilo spet vse po starem. No, skoraj. Leva roka gospe Viharnik je počivala v opornici in zdravnik je svetoval, naj ne pretirava z delom. Lev mi bo pomagal, je razmišljala. A leva tisto jutro ni bilo v knjižnico. Ob 3 se je gospa Viharnik sprehodila mimo bralnega kotička. Otroci so poslušali novo pravljico, ampak leva ni bilo med njimi. Obiskovalci knjižnice so pogledovali med policami in računalniki, da bi spet zagledali prijazno, skuštrano levjo glavo. Pa leva tudi ta dan ni bilo na spregled. Ne naslednjega dne in tudi dan potem ne. Nekega večera, preden se je odpravil proti domu, je na vrata pisarne glavne knjižničarke potrkal gospod Osir. Vam lahko kako pomagam? Je vprašal. Ne, hvala, je skoraj šepnila in strmela skozi okno. Njen glas je bil celo za knjižnične razmere komaj slišen. Zaskrbljeni knjižničar je pomislil, morda pa le lahko kaj storim zanjo. Na mesto proti domu se je napotil po soseski. Pogledoval je pod avtomobile, odmikal grmovje, kukal na vrtove, smetnjake in hiške na drevesih. Na koncu je zavil nazaj proti knjižnici. Pred njo je sedel lev in žalostno zrl skozi steklena vrata. Pozdravljen, lev, je rekel gospod Osir. Lev ni niti trznil. Rad bi ti povedal, je nadaljeval knjižničar, da imamo zdaj v knjižnici novo pravilo. Rjoveti se še vedno ne sme, vendar to ne velja za nujne primere, kot je klic na pomoč. Lev je zastrigel z ušesi in se obrnil. Toda gospod Osir je že odšel. Naslednje jutro se je knjižničar oglasil v pisarni gospe Viharnik. Želite? Ga je tiho vprašala. Morda bi vas zanimalo, je začel razlagati. V knjižnico je prišel lev. Gospod Viharnik je kar odneslo iz sobe. Dirjanje ni dovoljeno, je še uspel zaklicati gospod Osir. Pa ga knjižničarka ni več slišala. Včasih namreč obstaja hudo tehten razlog, da pravil ni mogoče spoštovati, celo v knjižnici. Čudovita, topla in izjemno poučna zgodba. Lev in gospa Viharnik sta nam na najlepši možen način pokazala, da so pravila v življenju sicer izjemno pomembna, a da obstajajo trenutki, ko sta reševanje prijatelja in medsebojna pomoč pomembnejša od vsega drugega. Verjamem, da ste uživali ob poslušanju doživetij našega kosmatega knjižnega junaka in da se boste ob naslednjem obisku knjižnice
tudi sami spomnili na prijaznega leva. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim drugim čudovitim zgodbam o prijateljstvu in ljubezni do knjig. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravljičen pozdravček vsem poslušalcem ter ljubiteljem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Kako zanimiva zgodba, ha? Thank you.